Lep pozdrav vsem, kot je povedala kolegica Agata Tomažič, sem jaz ena od soavtoric monografije Užaljeno maščevanje, ki smo jo napisali skupaj s kolego dr. Oto Lutharjem, kolegico dr. Marto Verdžinela in mojo malenkostjo. Užaljeno maščevanje je naslov monografije, ki v podnaslovu nosi besede spomini Slovencev na fašistična taborišča, torej italijanska fašistična taborišča. Vsi trije smo podpisani kot avtorji in to seveda ne pomeni, da smo nekako pisali ločene segmente v knjigi, ampak smo nekako skušali napraviti celovit tekst, kjer je seveda vsakdo prevzemal eno svojo vlogo, ampak naša poanta je bila tudi v tem, da besedilo večkrat zakroži med nami, da nekako skušamo to enovitost doseči z dopolnjevanjem, z odstranjevanjem mogoče odvečnih delov, tiste, ki bi motili nekako rdečo nit, in pa nekako, da bi optimizirali samo vsebino. In tu bi lahko, samo da poudarim na kratko, konceptualni skelet je v večji meri delo kolege prvopodpisanega Ota Lutharja. Marta Verdžinela je seveda poskrbela za to, da nam je približala zlasti italijanski del oziroma del italijanskih študij, ki so večini zgodovinarjev mogoče zaradi nepoznavanja italijanščine nam nedostopno. Sama pa sem nekako največ prispevala na ravni pridobivanja gradiv in potem seveda tudi nekega sodelovanja pri tem, kako bojo ta vključena v besedilo. Omenila bi, da pravzaprav ta naš namen je bil zasledovanje neke zgodovinske naracije, ki bi bila čim bolj enovita, kot sem že poudarila. Sama knjiga pa izhaja iz projekta, skoraj istoimenskega projekta Spomini Slovencev in Slovenk v italijanskih fašističnih taboriščih, ki je potekal že kar nekaj časa nazaj. Potekal je med 2011 in 2014 kot temeljni projekt, ki ga je financirala ARRS. In eno od ključnih pravzaprav motivov za ta projekt, za nastanek projekta je bila zavest o tem, da je v mednarodnih tematizacijah totalitarizmov v 20. stoletju pravzaprav izredno malo pozornosti namenjenega italijanskim fašističnim taboriščem, da se je večina zgodovinopisne produkcije osredotočala na nacistična taborišča, tudi na gulage v mednarodnem merilu, in da italijanska fašistična taborišča nekako izzvenijo kot neko slepo črevo v zgodovinopisni produkciji. In to naj poudarim samo, da sem ravno to tezo oziroma ta manko večkrat srečala tudi v pričevanjih, da so sami pričevalci izrazili manko zgodovinopisne produkcije in pravzaprav to nepriznanje njihove taboriščne izkušnje kot eno od dodatnih travm, eno od dodatnih težav, ker namreč, kot veste, italijanska fašistična taborišča oziroma italijanski vojni zločini pravzaprav niso nikoli dosegli nürnberških procesov, da pravzaprav nikoli ni prišlo do mednarodne obsodbe vsega, kar je italijanska okupacijska vojska naredila na ne samo slovenskem ozemlju, ampak pravzaprav na vseh svojih okupacijskih conah. Dodaten motiv za nastanek projekta, in to je tudi nekako določalo strukturo naše knjige, je tudi to, da je v zgodovinopisnih obravnavah taborišč, kar nekaj jih je bilo v preteklih desetletjih, zelo malo pozornosti posvečene pričevalcem, se pravi izkušnjam ljudi, ki so šli skozi taborišča, in tudi njihovim svojcem. In v bistvu to je eden od momentov, ki smo ga v bistvu najbolj želeli zapolniti.
Projekt je seveda, morda ste seznanjeni, dal tudi kar eno pisano bero nekih znanstvenih člankov in tudi multimedijskih produkcij, med katerimi je treba nekako bi poudarila hvaležnost tudi ZRC SAZU, da nas je vedno nekako podprla, ker multimedijski produkt je tudi del, ki je malo po kadrovski zasnovi malo štrlel zgolj iz te projektne zasnove. In če morda še na kratko očrtam knjigo, za katero upam, da je dovolj berljiva in da bo dovolj privlačna za bralce, od katerih se seveda nadejamo tudi komentarjev in feedbackov, bi želela izpostaviti seveda Pričevalce kot tisto osrednji vir, iz katerega smo črpali gradivo. Tu bi poudarila, da smo pričevanja zbirali v okviru projekta in da smo s tem tudi nekako seznanjeni z okoliščinami, v katerih so intervjuji nastajali. To je pri interpretaciji intervjujev vedno dobrodošel moment. Vsa ta pričevanja so podana v nekem zgodovinskem kontekstu, kontekst, ki je morda nekoliko širši zgolj od te vojne dobe, v katerem so taborišča nastajala, se raztegne pravzaprav do poznih 20 let, ko so nastale prve pravne podlage za internacijo civilistov v Kraljevini Italiji in potem tudi kontekst, ki se v bistvu raztegne do današnjega, ker naslavlja vprašanja spomina. Eno od zanimivih momentov, kar bi želela poudariti, je, da sama monografija črpa kar nekaj interpretativnih uvidov iz literarnih del, iz leposlovne produkcije, ki je pravzaprav kar na naše veliko presenečenje zelo močno zastopana od samih vojnih let naprej. Eno zanimivo poglavje je posvečeno tudi strukturi jezika, ker tudi skozi to, kako so pričevalci podajali svoje izkušnje, skozi strukturo samih naracij, je zelo zanimivo ugotavljati kakšne interpretativne drobce o sami izkušnji. Na začetku sem omenila, bom kmalu končala, na začetku sem omenila, da je knjiga pravzaprav izšla s kar precejšnjim zamikom, ki je posledica pravzaprav tega, da je sam projekt, da smo v 3 letih samega projekta večino časa posvetili zbiranju pričevanj, njihovi sistematizaciji in arhiviranju. In tu tudi en moj medklic, da morda pri tako temeljnih raziskavah, kjer obstaja velika baza izkušenj in na drugi strani majhna baza zgodovinopisnih del, terja mogoče malo več časa kot zgolj samo 3 leta, da se uresničijo v svoji polnosti. Tako da najlepša hvala.